in pa vse vas ostale tudi pozdravljam v imeni Jezusa Kristusa. Upam, da smo vsi uživali do zdaj na bogoslužji in upam, da smo pripravljeni na to, ko ima Bog pripravljeno za naše naprej. No, še najmlajši so šli v zgodnje prostore na čas, ker je primerno pripravljeni za njih. Mi pa se tudi pripravimo, ka čujemo in Bogomo Božjo besedo. Gre se že 4. adventna nedelja. Naslednji keren, oziroma niti ne, naslednji keren, ampak ne za en keren, je že, veliko noč, Božič. Vse lučke, vse posedi, pomoli, da že tu smreka, tu iz stola. In ko je to pomen toga? Spomin na Jezusovo rojstvo. Kot je same že v uvodi omenil, brez Jezusa ne bi bilo Božiča. In v preteklih nedeljah smo že poslušali o Božjem govore, pozive v življenje določenih ljudi iz Biblije. Čuli smo tudi njihove reakcije, kako se je kera oseba odzvala na Božji klic v njihovem življenju. Kako je zavipala Bogi glede nalog, ker jim je Bog zavipal. In dostikrat je ležaj povedati, zavipaj v Boga, kako pa to dejansko napravite. Mogoče se tudi što med nami najde gnez v tom. Znaš, ko vrvlaš v Boga in ga ljubiš, ampak si vseeno nesiguren za prihodnost. Če malo pogledamo na okolje, je kar predvsej stvari, v katerih nam je leko tok povedal nelagodno, smo leko nesigurni. Dostikrat se ozremo na okolje in se pitaš, ko pa če? Ko pa če bi se zgodilo to in to? Ko pa če izgubim službo zdaj? Ko pa če imam grato betežen? Ali pa što je dvoje familije grato betežen? Ko bo te? Ko pa če bomo mogli nositi te blede maske vse do konca svojega življenja? Ko pa če? In enostavno se je iti to igro, ko pa če bi to, ko pa če bi ovo, trečo, četrto. Ne vem glede vas, ampak jaz si želim resnično zaupati Bogu v vsakšni situaciji mojega življenja. To je dostikrat žmetno. Še posebej te, da ne vidimo rezultatov. Je pa dosti stvari, ko jih leko vidimo, Leko vidimo zmešnjavo zaradi korone, vse posedi, leko vidimo zmešnjavo za voljo nakupovanja daril. Vidimo stalno, kdo se naš bančni račun začne prazniti. Vidimo napetost, kdo gledamo poročila ali pa štejemo kakšen cajting. In tako se stalno znova soočamo z izzivom. Bog, želim ti zavipati, ampak je šmetno, da te ne vidim. Kdo ne vidim rezultatov. Ali pa bi ništeno izmed nas povedali, kako naj zavipam Bogu, če pa se njim že zavipal in mi ne dal oziroma napravil to, ko sem ga prosil. Kako naj Bogu zavipam? Molil sem, imel sem vero, vrval sem in zavipal sem njimi, leko bi Bog včinil, ampak je ne. Resen si želim zavipati Bogu, ampak včasih to ne enostavno. Pitanje, ali leko zavipaš Bogu? Absolutno, brez pitanja, brez zadržka, leko. Ampak zato sta nam potrebna njegova beseda in vodstvo njegovega duha. In gnes smo pogledali en dogodek iz Lukovega evangelija 5 in rodnika osvojimo dve načeli, dva principa, ker je nam bosta pomagala izgraditi popolno zaupanje v Boga. In to še mu Jezus je bil ob Genezareškem jezeru in to je včil, predgo, bil je večer, fejs, dolgoga in napornega dne za ništerne ribiče, ker so bili to na jezeri in so delali toliko stalno, ampak so ne imeli takšen uspeh, kako so ga bili vojeni. Ne so zgrobili dosti rib oziroma nič rib in so glih pucali mreže in njihove čune in vse opremo. In Jezus stopi do enega izmed čolnov, ker je bil od Simona in Jezus prosi Simona, Simon, kako si kaj?
Koliko malo odrinemo vkraj od obale, kamo gučili den tu, kad me bole čuli. Seveda Simon je povedal, jojo, leko, in Jezus je gučil in včil zbrano množico z čuna. In prešljamo se, ko se je zgodilo naprej v Luka 5. poglavje 4. vrstica. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu, odrini na globoko in vrzite mreže za lov. Simon mu je odgovoril. Na kratko se stavimo prvi, ko preštejemo, ko je pravo Simon, zato ker se meni zdi to, kako Simonov trud, kaj je prijazen. Ma Jezuša, toga učitelja, to fejs pomembno osebo, ker je glih podelila izredno dobro sporočilo na čuli, ker prosi Simona, izkušenega ribiča, ker je že dela to celo življenje, ka napravi nekaj, ko nima ničega smisla. In da gledamo tu Simona, ker je probo biti prijazen, se leko predstavljamo njegovo razmišljanje. Pa, učitelj ti vči, ges pa sam ribič in mu ges ribo. Ti delaj svoje, ges pa mu moje delo. Generacije in generacije ribičev smo že v familiji, ti prijezoj na moj čum, zapravljaš moj čas, ka ne brez spucati do konča in ti mi daješ te tvoje zamejne nesmiselne na svet. Simon mu je odgovoril, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. Ko me prosiš, je resen nesmiselno. To nema smisla. Kjerkrat se nam zdi, ko nas Bog prosi, ko ne napravimo nekaj, ka nema nekak smisla za nas. Bog nas telkokrat povabi, ka zavipamo njemi, a nam se to zdi nesmiselno. Nema smisla. Šteješ Biblijo in Jezus pravi, ne skrbi se za jutri, kajti za jutri je že poskrbljeno. Ja, in to je predvsej lehko povedati nikako med drugimi. Kdo sam to šteješ, si misliš, pa si ti videl, ko se trenutno koli meni dogaja. Nikako ga mora to skrbeti. Nikako mora nekaj napraviti. Trenutno se to meni ne zdi smiselno, ko to štejem tu v Svetom pismi. Ponovno šteješ v Bibliji, blagoslavni je te, ki te preganjajo. Pa je enostavno to povedati, te na svet to povedano, da ti nikako med drugimi. To pa pri sebi gledaš, pa ti nemaš pojma, s kakšnimi ljudami jaz moram skup delati. Šteješ dole Biblijo in pravi, ne zanašaj se na svojo razumnost. No, če se pa zdaj še na mojo razumnost ne zanašal, ti se moji računi ne doplačali. Ko Bog prosi, ko naj napravim, včasih za nas nema smisla. Želim si zavipati tebi, Bog, ampak nekaj malega mi moraš dati. Ne vidim te, ne čutim tvoje prisotnosti stalno. In prvi princip, ko ga vidimo iz toga odlomka Svetega pisma, je naslednji. Bog, pomagaj mi biti poslušen tudi te, kdo ne razumem okoliščin. In ko je meni mogočno, vidimo, ko se je to udejanilo, kdo Simon poveri napravi to, ko je Jezus povedal, ko naj napravi in vrže svojo mrežo. Pogledamo še enako v Lukov evangelij 5. vrstico. Simon mu je odgovoril, učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Meni se to ne zdi smiselno, ampak zato, ker ti tok praviš, mu gestov včino. Bog pomagaj mi biti poslušen tudi te, da ne razumem. Za mene to nima smisla, ampak zato, ker me ti prosiš in pa zaradi toga, što ti siš, Bog, se odločam in polagam moje zaupanje v tebe, Bog. In to nas pripelja do zaključka, kad te ne treba stalno vsega
kompletno razumeti, kaj bi bil včasih poslušen Bogu. In večkrat, da razmišljamo o zaupanju v Boga, razmišljamo o velikih stvarih, kot naprimer, Bog prosiš me, naj sem poslušen in se preselim v drugo mesto, ali pa, kaj naj začne novo kariero, novo smer. In seveda tudi to je možno, tudi to Bog prosi od nekaterih. Ampak, ko bi resnično zrasli v našem zaupanju, v našoj veri v Boga, se večino časa začne to z zaupanjem v malih stvarih. In dostikrat ta mala dejanja poslušnosti in zaupanja vodijo do največjih rezultatov, do največjih blagoslovov in največjih čudežev. In zadnje sem tudi že omenil v priliki z gospodarom, ker je dal služabnikom talente, da se je gospodar vrnil, jih je tudi pohvalil za njihovo zvestobo. Prav dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Tudi te služabniki, tudi te dva služabnika, ker je vam sta bila poslušnjiva, sta zaupala svojimi gospodarji, sta bila blagoslovljenima. Najmanjše dejanje poslušnosti, že pri malih stvari. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Motov na pravo. Bog pomaga mi biti poslušen tudi te, kdo ne razume. In ne ti treba vsega kompletno razumeti, kaj bi bil včasih poslušen. Koliko rastemo v tom zaupanju? Koliko se leko navčimo zaupati v Boga, v katerega si želimo zaupati, ampak je včasih žmetno, ker ga ne vidimo. Zgrobi ga in ga ne pusti. Drži se Boga, drži se ga. In zato je ena super vrstica v Svetom pismi. Pregovori 3, 5-6. Zaupaj v Gospoda z vsem svojim srcem, na svojo razumnost pa se ne zanašaj, na vseh svojih poteh ga spoznavaj in on bo ravnaval tvoje steze. Kako leko spoznavamo Boga? Edini način, kako ga leko spoznavamo je, kad smo njimi blizu, kad se ga držimo, kad štejemo njegovo besedo. Kad bi se leko držali Boga, moramo spustiti vse ostalo, ko smo pred tem držali. Kad bi leko postavili svoje zaupanje v Boga, se ne zanašamo na svojo razumnost, ampak prosimo Boga za nasvet. Zaupamo njimi. Ampak ne me razumeti napačno. To je neenostavno. To je žmetno. In to je skoraj ne fair. Jaz sem vezan na to, ko se zanaša na svojo razumnost. Ampak da priješ tako daleč, ko izpustiš svojo razumnost, svoje načrte, svoje želje, svojo voljo, svoje udobje, zgrabiš in se držiš toga, ker je kamen in ker je nas nikdar ne da razočaro, se držiš zvestobe, dobrote, edinega, ker je resnično dober. Te vse, kot je pred tem dajalo to lažno zatočišče, enostavno zbledi v moči, dobroti in milosti in prisotnosti Boga, vsemogočnega Boga. Ko moramo napraviti? Se držati Božjih obljub. Bog pomagaj mi zaupati tebi, kamo se te leko držal. Če glih ne razmi, Bog pomagaj mi zaupati in biti poslušen, tudi v najmanjših stvarih, če glih se mi ne zdijo smiselne. Bog pomagaj mi zaupati in biti poslušen tudi v najmanjših stvarih, če glih se mi ne zdijo smiselne. Na tvojo besedo mo vrgo mrežo. Ne vem, kakšen da je izid, kako se to vršlo, kakšen da je rezultat toga, te poslušnosti. In Simon ne imel pojma, ko se je zgodilo. Dobra novica pa je, izid, rezultat je
Božja odgovornost. Poslušnost pa je moja, pa je naša odgovornost. Bog, da nas pozval. Na nekšen način nas povabi, kaj njemenoj zaupamo. In ko mu odkrili je, ko v mali poslušnosti večkrat sledijo velike blagoslovi. In to vidimo v odlomki, ker ga štemo. Jezus mi pravi, vržite mrežo. Si mu pravi, ok, ti zaupamo. Dole v 6. vrstici, Luka 5. poglavje 6-7 preštejmo. In ko so to storili, so zajeli veliko množino rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Pomenili so tovarišem v drugem čolnu, naj jim pridejo pomagati. Prišli so in napolnili oba čolna, tako da sta se začela potapljati. Bog, pomagaj mi biti poslušen tudi ti, kdo ne razmi z okoj. In drugi princip, in bo to tudi naša vsakodnevna molitev, Bog, pomagaj mi predati tebi, ko ne mrej nadzorovati. Simon je poslušen, vrže mrežo in je presenečen. Zgrabi telko rib, ka se mreža začejo trgati. Pozovejo vsi ljudi, ki nam jim pomagajo z drugim čulom še zgrobiti ljudi in se začejo čuli potapljati. Takšen blagoslov je bil ta ulov. In te se Simon zaveda, ka Jezus ne je samo učitelj, ampak je še dosti več. Luka 5, ponovno 8-11 vrstice. Ko je Simon Peter to videl, je padel Jezusu pred noge in rekel: Pojdi od mene, Gospod, ker sem grešen človek. Nad ulovom rib, ki so jih zajeli, je osupnil on in vsi, ki so bili z njim. Prav tako pa tudi Jakob in Janez, Zebedejeva sinova, ki sta bila Simonova družabnika. Teda je Jezus rekel Simonu: Ne boj se, odslej boš lovil ljudi. In ko so potegnili čolna na kopno, so pustili vse in šli za njim. Pustili so vse. In ko je to za njih vsebovalo, to vse? To so bili njihove mreže, njihovi čolni, njihove zgrobljene ribe, ti veliki blagoslov, ko njih je Bog pokazal. Te stvari so za njih predstavljale zaslužek, sigurnost, prihodnost. In pustili so vse to, vse skupaj z mrežami in šli za njim. In kakoli je že ta mreža, ko ti predstavlja sigurnost, tvojo razumnost, upanje, tvoje načrte, tvoje želje. Prva stvar, ko jo napraviš, je, ko vržeš mrežo, kdo ti Bog to pove. In v enem trenutku, kdo to napraviš, se popolnoma predaš v Božje vodstvo. Pusti moje načrte in zaupam tebi, Bog. Povej še enako, to je ne enostavno. To je eden največjih korakov vere, da vržeš svoje mreže v kraj. Imamo stalno moč nadzirati naših okoliščin. Ampak imamo stalno moč vse predati Bogu. In rad bi zaključil z besedami Davida, ker so zapisane v Psalmi 20. poglavje 7-8 vrstica in so fejs preudarne. Zdaj vem, da Gospod pomaga svojemu maziljencu do zmage. Iz svojih svetih nebes mu odgovarja zmagovito močjo svoje desnice. Ti na vozove, oni na konje, mi pa se zanašamo na ime Gospoda, našega Boga. Kot Božji narod se zanašamo na ime Gospoda, našega Boga. Če jih je lehko zaupati stvarem, ko jih vidimo, če jih je lehko zaupati stvarem, ko jih vidimo okoli nas, bomo mi zaupali Bogu. Če jih ne razumemo okoliščin, v katerih smo se
znajšli, v katerih se nahajamo. Bog, pomagaj mi biti poslušen tudi te, do nerazumnih svojih okoliščin. Bog, pomagaj mi predati tebi, kar ne mre nadzorovati. Amen.